Pozdravljeni, me veseli, da ste spet z nami v oddaji Ambienti. Danes si bomo ogledali prenovljeno domovanje mladega para, počitniško stanovanje v središču izolskega Mandrača in atraktivno vilo z velikimi panoramskimi okni ter veličastnim razgledom na Blejski otok in grad. Kratek vselitveni rok je naročnika prisilil, da se je odpovedal želji po novogradnji. Namesto tega si je zadal poiskati hišo z atraktivnim razgledom in velikimi panoramskimi okni. In kaj bi bolje ustrezalo temu opisu kot sodobna vila, kjer se iz prav vsakega prostora ponuja razgled na Blejski otok. Vsak ima svoje želje in predstave o tem, kaj je udobje in ugodje bivanja. Kljub temu, da je bila vila v odličnem stanju, se je investitor odločil za temeljito prenovo interierja, posodobitev fasade in za ureditev okolice. Skupaj z arhitekti studia AB so zasnovali bivalno okolje po meri družine. Vila na Bledu je bila po načrtih arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar zgrajena leta 2007. Hiša v 3 etažah stoji na strmem pobočju nad jezerom, kar je omogočilo dinamično zasnovo delno vkopane kleti ter nanjo naslonjenega pritličja, ki se od terena odlepi in zalebdi proti razgledu. Nova lastnika sta arhitekturno zasnovo vile ohranila v izvirni obliki, z izbiro opreme pa sta jo prilagodila zase in številne goste, ki se jima na tej čudoviti lokaciji pridružujejo na oddihu. Gospodična Tina, zakaj in kaj točno ste pri zasnovi prenove spreminjali? Ja, hiša se arhitekturno ni kaj dosti spremenila, zasnova je ostala enaka, zato ker so nam zelo veliki prostori omogočali zelo dobro transformacijo že samo opremo. Smo pa zaradi dotrajnosti fasade mogli to obnoviti. Prej beli fasadi smo dodali lesene lamele, te so v bistvu hišo majčkeno omehčale, ter jo še bolj povezali s prostorom, v katero je hiša umeščena. Majčkeno se je spremenila tudi namembnost kleti. Prej velika telovadnica se je spremenila sedaj v nekak ločen apartma starejšega sina, medtem ko smo iz garaže pridobili 2 nova prostora. Prvi je biljardna soba z počitkom ter pa telovadnica oziroma neka igralnica mlajšega sina. V kleti so se tako ustvarili manjši kotički za velike užitke. Poleg razkošne biljardnice sta sem umeščena še savna ter v teraso utopljen džakuzi. V pritličju je originalno betonsko ograjo terase zamenjala prosojna steklena in skupaj z velikimi okni omogoča bivanje v stalnem stiku z uokvirjeno panoramo. Pogled iz tega bivalnega okolja, moram reči, res spektakularen. Dnevni prostor in kuhinja sta opremljeni dokaj minimalistično. Je to zato, da je ta pogled še toliko bolj izrazit? Ja, res je. Pravzaprav je že pogled toliko fascinanten, da nam da že on zadosti. Zato smo se odločili, da pravzaprav tega bivalnega prostora ne bomo še posebej poudarjali. Kot vidite, so zelo umirjene bele barve s popestritvijo kamnitih in pa lesenih dekorativnih elementov. Tako da pravzaprav prostor že sam po sebi vabi res s pogledi ven na jezero. Ta osrednji prostor je precej velik, tudi stropi so, se mi zdijo, kar precej visoki. Kakšne so to dimenzije? Ja, tako kot sem rekla, hiša je cela ogromna. Tale prostor konkretno je velik 106 kvadratnih metrov, tako da si lahko kar predstavljamo, da je zares razkošen. Kaj pa cela hiša? Cela hiša pa 550. 550. Ja, in v bistvu v tem dnevnem prostoru pravzaprav ni veliko elementov, kot vidimo, tamle zelo prevladuje kamnita miza, za katero investitorja gostita svoje prijatelje. Imamo potem te poudarke v kamnu tudi na steni za mano in hkrati tudi na tem osrednjem kaminu, ki pa deluje tako sproščujoče sredi dnevne sobe.
Ker sta investitorju pomembna dva elementa, in sicer voda in ogenj, je vodo že nekako dobil na pladnju s to hišo, s tem prekrasnim razgledom. Mi smo pa še mogli umestiti ogenj. Tukaj je že bil obstoječ kamin, mi smo ga samo v bistvu majčkeno poudarili s temi lesenimi in pa tapetnimi dekorativnimi elementi, medtem ko smo pa zunanji ogenj naredili na novo. Hkrati smo pa tudi v biljardni sobi naredili nek električni kamin, ki uprizori ogenj. In ta oprema je bila verjetno narejena po meri, kar zadeva teh lesenih kosov pohištva in tako? Ja, celotna oprema je bila narejena po meri. Zasnovana je bila zelo modernistično oziroma moderno, s pridihom kulture lastnikov. Lastnika sta namreč tujca. Tako da smo vse te enostavne, čiste linije nekako dogradili z dekorativnimi lesenimi elementi, z kamnitimi stenami in pa seveda s tapetami, ki mogoče niso zelo tipične za slovensko moderno hišo, ampak tukaj so se pač znašle. Odkot pa ideja za opremo spalnice? Ta se tudi zdi, da je iz neke druge kulture. Ja, v nadstropju imamo pravzaprav 3 velike sobe. Prva soba je namenjena sobi za goste, gostom. Ta je v bistvu opremljena zelo tako minimalistično, poudarek je na usnjenem vzglavju, ki se nadaljuje kar še po stropu. Mogoče je posebnost te sobe tudi pisalna miza, ki se z enim potegom potegne iz nižjega dela omaric, tako da v bistvu s tem dobimo pisalno mizo s prekrasnim razgledom. Največja v COP je glavna spalnica investitorjev. Ta spalnica ima poudarke iz lesenega dekorativnega elementa ebonija, hkrati ima usnjeno vzglavje in tudi vratca omaric. V zaledju ima dovolj prostora še za garderobno sobo in pa razkošno kopalnico. Potem je pa še zadnja soba, to je pa soba 3-letnika, ki se bo kar hitro lahko prelevila v mladinsko sobo. Nek vmesni element te sobe, ki jo hkrati povezuje in nekako ločuje, je prav nek knjižni regal. Ta je, tako kot sem rekla, namenjen ločevanju spalnega dela z ustvarjalnim in hkrati res deluje kot povezovalni dekorativni element. Lastniki se najbrž precej zadržujejo tudi zunaj. Ste temu prilagajali tudi zunanjost, okolico? Ja, lastnikoma res zelo veliko pomeni okolica, zato je bila v bistvu brezhibna ureditev okolice brezpogojna. Naredili smo jo popolnoma na novo. Se mi zdi, da zelo dobro zasaditve in zazelenitve se dopolnjujejo med seboj. Velike betonske plošče nam omogočajo hojo preko okoli celotne hiše, hkrati pa zelo lepo ritmično prekinejo prav ta popoln travnat tepih. Zimzelene rastline so bile izbrane zelo načrtno, to predvsem zaradi tega, da bi vrt svoje bogatstvo in izgled nekako ohranjal oziroma kazal skozi celotno leto. Hkrati smo izbrali te rastline ravno zaradi tega, da v bistvu ne zahtevajo prevelike potrebe po vzdrževanju oziroma nekem zalivanju, so nekako samooskrbne. Hkrati je ta zunanja ureditev dobila še nove pomožne objekte, in sicer nadstrešek za 2 avtomobila, lopo, vrtnarsko lopo in pa prostor za plinski rezervoar. Vse gravitira nekako na jezero, tudi iz vseh prostorov se zdi, da imajo izhod ali do terase, balkona. Ja, pravzaprav so vsi nekako južni prostori oziroma južni deli hiše se odpirajo in so panoramsko zastekljeni. Tako da recimo v nadstropju vsaka soba zase predstavlja lahko zelo intimen prostor, hkrati pa prav s povezavo tega balkona oziroma terase, ki je na južni oziroma na severni strani, te vse sobe povezuje med sabo in so lahko na terasi zelo družabne. Enako je tudi s kopalnico, ki ima kar razgled na jezero. In se mi zdi, da v bistvu res ta panoramska okna v bistvu dajejo lastnikom nekako občutek sobivanja v naravi
in verjamem, da ima pogled neprestano beži na res te prekrasne blejske bisere. Tristošestdesetstopinjski virtualni pogled prikazane hiše si lahko gledate na naši spletni strani www.tvambienti.si. Po oglasih vam pokažemo počitniško stanovanje v središču izolskega Mandrača in prenovljeno domovanje, ki meri le 40 kvadratnih metrov. Ostanite z nami. Simpatičen mlad par iz Maribora si je v stanovanju, ki meri zgolj 40 kvadratnih metrov, uredil prijeten dom. Skrbno izbrano opremo s starinskim pridihom ter umetniškimi slikami sta Aljoša in Klavdija v stanovanje privabila toplino in domačnost. Psihologi poudarjajo, da si prvi vtis o človeku ustvarimo v prvih 5 sekundah srečanja. Pri ogledu stanovanja za prvi vtis potrebujemo približno minuto in pol. Da se odločimo za nakup nepremičnine, pa porabimo v povprečju 25 minut časa. Aljoša, vaše stanovanje, v katerem živite skupaj s punco, meri 40 kvadratnih metrov. Kaj je bilo tisto, zaradi česar ste se odločili ravno za to stanovanje in ne za kakšno drugo? Kljub temu, da je stanovanje staro več kot 50 let, sem se za nakup stanovanja odločil zato, ker je lokacija stanovanjskega bloka krasna. Prav tako je lega stanovanja super, stanovanje leži v prvem nadstropju, orientirano je na vzhod in jug, tako da imamo v stanovanju veliko dragocene svetlobe. Tudi lepo ohranjen parket Ribja kost in dobra razporeditev prostorov sta prepričala lastnika v nakup stanovanja. Pred vselitvijo sta v predsobi porušila steno in majhno kamrico. Tako sta hodnik povezala z bivalnim prostorom, stanovanje pa je postalo svetlejše in bolj prostorno. Gradbenim posegom in beljenju sten je sledilo opremljanje z velikimi kuhinjskimi elementi in vgradno omaro v spalnici. Pri mladem paru bi pričakovala moderno pohištvo, vi pa ste se odločili za klasiko in temu dodali še vintage opremo. Na tak način ste nekako poskrbeli za bolj umirjeno noto v stanovanju. Ja, res je. V bistvu sem imel prejšnjo stanovanje, ki je bilo veliko bolj moderno, z modernimi slikami, močnih barv. Problem nastane, da v bistvu čez nekaj časa v takem stanovanju pogrešaš ravno to domačnost in toplino. Tako da sva se za Klavdijo tukaj odločila za eno smernico in sicer, da stanovanje ravno to postane domačo, dom, da je v bistvu mirno. Tako da sva izbrala veliko lesenih kosov, toplih barv, starega pohištva in mislim, da nam je uspelo. Nato smo začeli z preprogami, kosi pohištva, kamnito mizo, stoli, z črnimi elementi in na koncu zaključili z zlatimi detajli. Prav tako veliko detajlov je iz medenine, tako da je na koncu nastala ena povezana celota. Aljoša veliko časa namenja iskanju vintage opreme, ki jo kupuje na bolšjih sejmih v Sloveniji in tujini. To je ena stvar, v kateri uživam, tako da počasi nabiram kose in jih kasneje vključim v opremljanje stanovanja.
Klavdija, vi ste grafična oblikovalka. Se mi zdi, da ste zaradi tega tudi bili bolj drzni pri uporabi stenskih barv. Res je, v bistvu kot grafična oblikovalka sem vsak dan v stiku z barvami, zato sva z Aljošo bila tudi nekoliko bolj drzna in sva izbrala za dnevni prostor olivno zeleno barvo, ki v bistvu zelena barva psihološko pomirja in hkrati super harmonira z sivo barvo, ki jo imamo v kuhinji. Za spalni prostor sva izbrala pudrasto roza barvo, saj deluje zelo sproščujoče in v bistvu olajša spanje. V vsakem prostoru sva izbrala samo eno steno, ki sva jo obarvala. V bistvu sva naredila kot nek eye catcher. Tole steno, ki sva tudi okrasila z slikami, ostale stene sva pustila nevtralne, bele, da v bistvu narediva vtis te stene še močnejši. Ste pa poskrbeli tudi za beli rob okrog te barve? Tako je, v bistvu namerno sva pustila bel rob okoli vseh barvnih sten, saj sva s tem dobila občutek višine, hkrati pa se izogneš problemu, če v bistvu stene niso čisto ravne in s tem belim robom ohraniš v bistvu tale prostornost in ravne ploskve. Hkrati sva potem tudi izbrala bele robove v bistvu pri parketu, s čimer sva hkrati dobila nek bel okvir okoli teh barvnih sten. Stene vašega doma krasijo čudovite umetnine, televizije pa ne vidimo nikjer. Televizijo tudi imamo, ampak je skrita v vgradni omari. Je pa res, da smo raje zapravila denar za slike, ker se mi zdijo, da slike dajo prostoru tisto pravo vrednost. Namensko za ta prostor sem izbral tudi 2 sliki slikarja Petra Bevsa. Gre za krasnega gospoda, ki ga tudi poznam. In v bistvu, ko stopiš v njegov atelje, čutiš tako pozitivno energijo, mirnost in želel sem v bistvu to energijo prenesti tudi v najin prostor. Odkod vaše veselje do teh starih predmetov? Glede na to, da ste mlad? Ja, mislim, da sem to veselje dobil od svojih staršev, od očeta in mame. Tudi ona dva uživata v teh stvareh, to sta mi privzgojila, tako da z to ljubeznijo nadaljujem in v bistvu uživam v iskanju teh kosov in ustvarjanju lepega ambienta. Imate tudi veliko starega porcelana, ali to uporabljate ali ga imate samo za okras v stanovanju? Gre za dekor, ki ima tudi svojo funkcijo, tako da ga tudi uporabljamo. Zdi se mi v redu, da se taki kosi zbirajo, ker imajo svojo vrednost in svojo vrednost tudi ohranjajo. Tako da si želim, da bi vedno več ljudi spoznalo, da imajo nekatere stare stvari celo večjo vrednost kot pa nove. In v bistvu imamo v Sloveniji veliko srečo, ker takšne stvari lahko dobimo danes pri nas še vedno po ugodnih cenah. Tega si v tujini več vsak ne more privoščiti, tako da mi je hudo, da še danes kdo meče stran kakšne stare stole kralja oziroma recimo stare meble, lestence, ker v bistvu v tujini eni z temi stvarmi že noro služijo. Počitniška stanovanja običajno niso vrhunsko urejeni bivalni prostori z izpiljeno estetiko. Notranji opremi ne bo vsak posvečal veliko pozornosti. To pa ne velja za vikend v Izoli, v katerem je z velikim občutkom za skladnost vse na svojem mestu. Kadar gremo k nekomu prvič na obisk, je najlepše, če se za vrati njegovega doma skriva presenečenje. Tako je bilo tudi ob vstopu v počitniško stanovanje v Izoli, ki ga je za naročnika preuredila arhitektka Andreja Medvedič, ko se je pred nami odprl nepričakovano lep, prostoren in moderno opremljen prostor. Sprašujem se, če bi bilo to moje obmorsko zatočišče, kje bi preživel več časa? V stanovanju ali na plaži? Avtorica prenove Andreja Medvedič je med pogovorom navedla zanimiv podatek, da so v času cesarice Marije Terezije stanovanja merili v kubaturi, torej prostornini, in ne v kvadraturi, torej površini tal prostorov.
Tako vrednotenje bivalnih prostorov se zdi najbolj primerno za dojemanje vtisov, ko si ogledujemo to počitniško stanovanje. V njem je pred prenovo živela družina domačinov, stanovanje pa je imelo popolnoma drugačen videz. Podrli smo skoraj vse stene, vendar smo jih pol na drugačen način tudi sestavili nazaj. Tudi prej so bili 3-4 prostori, vendar smo v bistvu vhodni prostor, losali smo se veže in smo v bistvu naredili kar dnevno sobo že takoj, ko stopite noter, se vam odpre prostor, se pravi ozki hodniki, po katerih pridemo v stanovanje, potem pa wow efekt. Andreja Medvedič je tik pred diplomo zaključila študij arhitekture. Nekaj let je delovala v oglaševanju, temu je sledilo vodenje uspešnega studija za wellness. Pri prenovi stanovanj ima svojevrsten pristop. Verjamem tudi, da kot ima telo svoj DNK, ima vsaka hiša svoj DNK in ko stopimo vanjo, če jo prenavljamo, moramo odkriti njeno pravo identiteto. To pa porabim izjemno malo časa za načrtovanje in izvedbo. Načrtujem praktično hipno, vikend arhitekt sem jaz. Kakšen je bil njen prvi vtis, kaj jo je navdihnilo, ko je vstopila v to stanovanje? Jaz nekako, ko vstopim v prostor, se mi kar hipno porodi osnovna ideja. Osnovna ideja se je začela z motivom za nama in seveda jasno mi je bilo, ko bomo ta prostor očistili vsega odvečnega, bo prišel do izraza na popolnoma drugačen način, s predispozicijo, da se je že prej iz vseh spalnic videlo morje. Takoj, ko sem stopila v prostor, sem videla, ko se bo odprlo, da rabimo en akcent na zadnji steni in ni ga bilo lepšega motiva kot dejansko bog morja Pozejdon, ki nekako zaključuje to zgodbo. Ker je tapeta črno-bela, sem potem črte, ki so tipične mornarske črte, naredila tudi črno-bele, da so drugačne od tipične morske kombinacije modro-bele, kot bi jo pričakovali. Prvi vtis ob vstopu v dnevni prostor je varljiv. Kljub pretežno sodobni notranji opremi je v sobah tudi nekaj kosov, ki se navezujejo na preteklost, tradicijo. Tudi kuhinjske omare niso ravno minimalistične. Kuhinjo sem izbrala starinsko zaradi tega, ker je v bistvu narejena tako, kot da bi jo tukaj že našli. V bistvu, kot da je original pripadala stanovanju, pa ni. Od nekdaj me je mikala mešanica starega in novega in pred tem nimam nobenih predsodkov. Verbalno kitajska srebrna omarica pa piranski stil nekako ne paše, vizuelno, kot boste videli, popolnoma. Konec koncev pa smo pa ob morju in že stari pomorščaki so pluli ne vem kako daleč, da bi prinesli dragocene stvari iz daljnega vzhoda in mislim, da je morje tista točka, na kateri se lahko brez problema vsi stili zmiksajo. Tudi v kopalnici lahko opazimo posrečeno mešanico slogov. Včasih so se umivali tako, da so imeli na omarici, na kateri je bil marmor, skledo in zraven vrč in so se pač umivali na ta način. Tukaj se mi je zdelo vredno ohraniti vsaj vizualno del te tradicije in sem tako omarico kupila, jo restavrirala, kupila kovano skledo, izvrtala luknjo, pipo in sem iz tega naredila v bistvu moderen umivalnik, na koncu pa je rain shower tuš in to je vse, kar rabimo na morju, dober tuš in umivalnik. Barvna paleta je razmeroma skromna, večina prostorov in opreme je črno-bela. Barvna paleta je taka osnovna, zaradi tega, ker imamo strukturo tramov in v bistvu ne rabimo nekih dodatnih barv, ki bi poudarjala karkoli. Imamo motiv za nami tapeto in imamo pa na skrajnih koncih stanovanja levo in desno pistacij barve sobe, spalnice, zelena pomirja in je hkrati barva stavbe od zunaj.
Ko smo stopili v to stanovanje, seveda tremov ni bilo, to je bilo zgornje nadstropje v stari hiši v Izoli. In ker je bilo to zadnje nadstropje, se mi je zdelo popolnoma odveč pustiti strope, ki so zadevo zelo tiščali dol. In ob tem, ko smo odprli strope, se nam je razkrila strašno lepa strešna konstrukcija in kar na lepem je to stanovanje, ki je sicer majhno, dobilo volumen in do izraza so prišli ti prekrasni tramovi, ki smo jih seveda spolirali, premazali, zaščitili. Ne zgodi se pogosto, da imajo nekdanji lastniki stanovanj priložnost videti svoj nekdanji dom po prenovi. Vendar, ko je bivša lastnica stopila na moje povabilo na kozarec Malvazije, jo je skoraj zadela kap, ko je stopila v prenovljeno stanovanje in je bila čisto navdušena in rekla: "Mama mia, to ne morem verjeti, da se lahko v mojem stanovanju lahko kaj tako lepega zgodi." Vas zanima več o gradnji? Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si, kjer si lahko preberete članke z različnih področij: notranje opreme, dodatkov za dom, trendov z področja oblikovanja in arhitekture in ureditve okrasnih vrtov. Imejte se lepo, uživajte v svojem ambientalnem svetu. Vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali hišo v jedru Škofje Loke, ki za patino zgodovine skriva sodobne rešitve, in hišo, ki povezuje kulturno krajino z okoljem, stavbno dediščino pa z moderno bivalno kulturo.